Tokrat v občinskem informatorju. Vzorec Triglavskega ledenika je že na poti v Peking. Na BKTV delajmo dobra dela, tokrat z županom občine Hajdina. V Selnici se je odvil 8. Glazarjev posvet ob dediščini. Božiček se je po občini Pesnica zapeljal na starodobnem vozilu. S projektom Evropa na našem pragu približevanju evropske politike. V teh dneh akcija Cepilni dnevi. Lepo pozdravljeni. Ciril Komotar se je odpravil na dolgo pot, vse do Pekinga, prizorišča zimskih olimpijskih iger, kjer bo odpeljal vzorec Triglavskega ledenika. Idejo pivovarne Laško, s katero opozarjajo na podnebne spremembe, je podprl Olimpijski komite Slovenije. Projekt pa so pred odhodom predstavili v Ljudskem vrtu, domovanju NK Maribor. Dolga pot, na kateri bo Ciril Komotar promoviral Triglavski ledenik, predvsem pa opozarjal na podnebne spremembe, zaradi katerih bo ledenik čez nekaj let najverjetneje izginil, zahteva nekaj mesečne priprave. Iti z avtomobilom na kakršnokoli pot zahteva od voznika veliko, za začetek dobro psihofizično pripravljenost. Če pa ta pot dolga 13 000 km, pa verjetno še kakšnega dlje, pa če je velik del te poti v Sibiriji, kjer so ceste ozke, pa zelo spolzke, je treba biti na to dobro pripravljen. Začetek z ustreznim vozilom, potem pa tudi z zavedanjem, kaj vozim v prtljažniku. Dejstvo je, da vozim v prtljažniku del na nek način slovenske identitete. To je Triglavski ledenik, ki se je v zadnjih 30-40 letih zmanjšal praktično za 30-krat. In s tem vozim s seboj tudi neko zavedanje pa odgovornost, da ozaveščam, informiram ne samo slovensko publiko, gledalce, spremljevalce, bralce in tako naprej, ampak kar vse, ki mi pridejo na pot. To pomeni tudi različni olimpijski komiteji po drugih državah, Nemčija, Skandinavija, Norveška, Švedska in tako naprej. Torej, ena velika odgovornost, obenem pa seveda tudi zelo velika pustolovščina. Povezava športniki, športom in Olimpijskim komitejem Slovenije ni naključna. Lahko bi rekli, ja, tukaj smo zato v Ljudskem vrtu, ker pač pri projektu sodeluje pivovarna Laško, ampak dejstvo pa je, da športniki, ne samo ki so povezani s to pivovarno, ampak kar nasplošno so ponavadi ali pa običajno vzor marsikomu, še posebej pa tudi mladim. In če lahko na ta način sprožimo besedo, da se razširi, bomo to seveda izkoristili. Pač boljšega načina za to preprosto ni. Da tudi Olimpijski komite Slovenije opozori na skrb za okolje in ledenik, je nova poteza, ki jo pri komiteju sprejemajo. Dejstvo je, da na Olimpijskem komiteju tega nismo bili vajeni do zdaj, torej nekako smo bili vedno osredotočeni na športna tekmovanja, torej na rezultate. Zdaj pa, da delamo nekaj za okolje, se meni zdi res prav, da športniki naredimo te prve male korake, da dejansko pripomoremo k temu, da zaščitimo naše okolje, naše življenje. Zadnje je to globalna akcija. Ja, to je globalna akcija in kot je bilo že dejano prej, z malimi koraki lahko to vsi naredimo. Izračunali bodo, kolikšen okoljski odtis bo naredila vožnja v Peking in pridobivanje vzorca ledenika. Torej, koliko ogljikovega dioksida se bo spustilo. In potem to s pomočjo Centra za energetsko učinkovitost na Inštitutu Jozef Štefan preračunati v količino dreves, ki bi jih potrebovali, da se to dolgoročno offseta z okolja. Tako da te pogozditve zaenkrat še zbiramo območja. Po eni strani imamo odprta območja, ki so bila prizadeta z žledolomom leta 2014, mislim, da. Po drugi strani pa tudi v Triglavskem narodnem parku kar nekaj območij, ki se zaradi recimo pojava lubadra ali pa drugih okoljskih efektov začele izgubljati svojo bujno pogozdenost. Tako da tukaj same ocene še nimamo, predvidevamo, da nekje okoli 1000 do par tisoč dreves, ampak sama gre za zelo grobo oceno. Pri tem, da prvi korak je, da pridemo do ničle okoljske, torej da pridemo net zero, zatem pa želimo dolgoročno v bistvu toliko več zasadi, da imamo okoljski učinek pozitiven cel projekt. Marca se bo Komotar pripeljal z Kitajske nazaj, sledile bodo zasaditve dreves, nato pa bodo pri pivovarni Laško nadaljevali akcijo Beli vrhovi, kjer med drugim obnavljajo planinske markacije in domove. Smo v veselem decembru, najbolj prazničnem mesecu v letu. V uredništvu BKTV ga tokrat praznujemo nekoliko drugače. Obiskali smo več občin v naši regiji, rdeča nit obiskov občin pa je slogan Delajmo dobra dela. Najbolj letošnjega decembra poudarek na dobrih delih in empatiji do sočloveka. Tokrat se oglašamo iz občine Hajdina, kjer je naša ekipa obiskala najstarejšega občana in njegovo ženo. Poglejmo podrobnosti.
Drage gledalke, dragi gledalci, nahajamo se na Kidričevem v domu starostnikov. Danes je z menoj Stanislav Glažar, župan občine Hajdina, ki bo obiskal nekoga prav posebnega, kaj ne? Ja, res je danes poseben dan, zato ker bomo obiskali zakonca, in sicer najstarejšega občana občine Hajdina, 102 leti bo letos imel, tako da tudi vsako leto jih obiščemo ostale, poskrbimo za vse, ki so stari nad 70 let, vendar pa letos glede na razmere bomo res samo tiste, ki so najstarejši. Tudi drugače pa za dobrodelnost poskrbimo v naši občini, predvsem se ukvarjamo s tem, da preko župnijskega Karitasa in pa naše občinske organizacije Rdečega križa obdarimo in pa podarimo tistim, ki so pomoči potrebni. Najboljše po mojem, da se kar odpraviva obiskati zakonca. Velja. Dober dan. Dober dan, dober dan, dober dan. Nič, gospod Maks, kar sedite rejše, kar sedite rejše, se levo te matrali. Mesec december je taki, da se obdarujemo, ne? In prav je, da smo vas prišli malo pozdraviti, pogledati. Ne nazadnje pridemo tudi drugače k vam, kot najstarejšemu občanu, pa najstarejši družini, ki ste tukaj z našega občinskega dela. Seveda pa smo letos izkoristili malo prej, kot je vaš rojstni dan. Nekako se nam prav zdi, tako da jaz bi zaželel predvsem božične, novoletne praznike, za naprej pa seveda zdravje. Če bo zdravje, ostalo boste sami vse uredili. Eno malo pozornost imamo za gospo, božična zvezda, Božič se približuje, ne? Tako, evo. Ker skrbite tako za nas, pa nas obiskujete, pa tako, pa zmeraj še kaj pride, takega, da ne pridete k nam, pa da nam ni dolg čas, ne. Hvala lepa, da nas niste pozabili, ja. Ne moramo pozabiti na vas, zaradi tega ne, ker ste zelo dosti naredili za lokalno skupnost, za občino, na področju kulture, občinski nagrajenec, tako da moramo vas priti pozdraviti. Poleg tega pa ste še zdaj najstarejši občan naše občine. Hvala. Ja. Tu pa je ena mala pozornost, kuharski recepte. Kuharski recepte, veste, zakaj sem to prinesel? To so naše ženske društvo žena in deklet občine Hajdine, so letos izdale predvsem tele recepte z rimskimi jedili, to, kar so nekako specializirale, pa še nekaj drugega zraven, tako da boste se malo posladkali. Ja, to bomo pogledali, te bomo dali našim kuharcem. Ja, da bo vse lahko po rimskih receptih kuhale. Torej, izjemni 102 leti. Povejte nam recept za tako dolgo življenje. Ja, jaz sem bil vedno zaposlen polno. Koliko ne v službi, toliko doma, pa kmečka hrana, pa šarmarija, te smeje iti po glavi, te pa da živiš tako starost. Zdaj, vi ste v domu torej za vašo ženo. Za vama je verjetno dolg zakon, pa bi mogoče kaj svetovali mladim zakoncem? Ja, imam pa res čudovito družino, ženo, hčerko, svojimi otroci, pa sina z otroci. Da sem zelo ponosen, pa vsi lepo živijo, vsi se prehranijo sami, tako da nimamo skrbi, mi dva smo hudo zadovoljni s svojo družino. Zdaj se pa torej vrniva k darilu, ki ste ga prejeli, to je ena zbirka receptov, pa nam mogoče zaupate, kaj pa je vaša najljubša jed? Najljubša? Jaz skoraj bi rekel, kaj zvem, košnate klobase, pa pasulj, pa kaj še drugo, vse kaj skuha, nisem jaz posebno izvečen človek pri hrani. Rad pa imam tudi kakšne sladkarije, to pa res, ja. Zdaj, slišali smo tudi, da radi prepevate, bi mogoče nam samo en delček zapeli. Ja. Starček je živel, Viški gora, djeli so da je bilo na dole spet. Odlično, se vam kdaj tudi žena mogoče pri prepevanju pridruži? Ja, mi smo imeli pri upokojencih društv taki peški zbor, pa tu zdaj tudi pojemo malo. Ja.
Jaz vam želim z ženo še veliko zdravih, srečnih dni tukaj v domu in da še naprej širita to vajino pozitivo med sostanovalci. Hvala lepa. Jaz pa želim vsem vam srečne božične praznike, pa novo leto, pa da bi tudi virus preživeli, da bi lahko bili svobodni, ker smo lahko bili tako, kot smo bili prej, ker smo bili da bi bili v res pravni državi, pravne države, nič drugo. Hvala lepa, lepe praznike tudi vam. Posebej pa še občini, pa vsem tam, ki imajo tako skrb, ki nas obiskujejo, pa nas ne pozabijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, hvala lepa, da ste nas danes povabili zraven, da smo lahko bili prisotni temu vašemu obisku. Z veseljem, tudi mi smo nekaj dobrega naredili s tem, tako da tudi v prihodnosti bomo vsem nadaljevali. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. V hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi so imeli 8 glazarjev po svetu v organizaciji Društva za razvoj Lira Ruše in Mariborske knjižnice skupaj z še drugimi deležniki. Predstavili so kulturno in naravno dediščino Ruš, Selnice, Lovrenca na Pohorju in Slovenske Bistrice. Na posvetu smo med drugim lahko izvedeli, da je vzrok za poškodbe knjig in gradiva tudi lepljenje samolepilnih listkov. Na posvetu so govorili o dediščini in kako jo predstaviti. Vili Rezman je tako orisal ruški biografski leksikon. Ta ruški biografski leksikon je knjiga, ki je ni v tem trenutku. Mi smo celo desetletje doslej raziskovali to ruško zgodovino, naleteli pri tem na številne osebnosti, ki so pomembno vplivali na razvoj kraja, kulture, umetnosti, obrti in tako naprej in ugotovili, da danes ljudje o njih ne vedo več nič. In po zgledu nekaterih drugih občin, recimo Slovenska Bistrica je takšna, smo se odločili iz teh številnih knjig, ki smo jih izdali, narediti biografski leksikon, ki bo za razliko od teh knjig, o katerih govorim, napisan drugače. Če imamo mi, recimo, samostojno monografijo o dr. Antonu Jehartu, bo v biografskem leksikonu ali stran ali dva samo o njem in tudi o drugih tako, tako da se bo to dalo brati in da bo to lahko bral tudi nekdo, ki ni strokovnjak. Z Nadškofijskega arhiva Maribor pa so pripravili pregled dediščine Selnice ob Dravi. Najprej bi mogoče izpostavila sakralne oziroma arhitekturne spomenike na čelu z župnijsko cerkvijo Svete Marjete v Selnici, potem podružnično cerkev Svetega Janeza Krstnika na Janževi gori, pa seveda pri tem ne smemo pozabiti na cerkev Svetega Duha na Ostrem vrhu. Seveda pa je tukaj sta obe cerkvi oziroma obe župniji seveda zelo bogati tudi z predmeti premične kulturne dediščine, z spomeniki, kipi. Tukaj pri Selnici sta svoje sledi pustila tako Štraub kot Holcinger, tako da se res lahko obe župniji pohvalita z marsičem. Seveda pa pri tem ne smemo pozabiti še na stavbno dediščino, kmečko dediščino, številne domačije, ki so prepoznane kot kulturni spomeniki. Pomembna pa je tudi naravna dediščina. Pri čemer so v ospredju predvsem drevesa. Številne drevesne vrste, recimo lipe, tise, pravi kostanji, jeseni, so prepoznani kot naravne vrednote, večinoma lokalnega pomena, nekaj pa je tudi vrednot državnega pomena. Na posvetu so govorili tudi o rokovanju s knjigami in kako preprečiti poškodbe na knjigah. Človek je, nam rekla, prvi krivec za povzročanje poškodb na gradivu, tako kot sem že omenila na predavanju, zavihani vogali, uporaba post-it listkov, potem označevanje z fluorescentnimi svinčniki oziroma temi flomastri, do raznih napak, kako jih nepojasnenih, ki jih ne moramo si mi restavratorji, zakaj jih človek uporablja. To so zelo veliki škodljivci in praktično gradivo je poškodovano.
Izpostavila je še, da ima veliko knjižnic skladišče knjig v kleti, kjer so sicer cevi za vodo, kanalizacijo. Gre za potencialno nevarnost. V večini primerov po državi in pa tudi drugod v svetu s istim problemom se srečujejo. Ampak, če pride pa do nesreče, moramo pa pravilno reagirati. Zdaj, če pride do izliva vode, moramo zelo biti hitri, da to preprečimo produciranje vode v sam material, da ne pride potem z časom do plesni oziroma do raznih poškodb še, ki nastajajo ob tem nihanjem vlage in pa temperature. In knjige, ki so mokre, je zelo dobro, da jih najprej odpivnamo oziroma spravimo stran to vodo. Prva stvar, ki nam pride pod roke, so lahko neke papirnate brisačke, če imamo možnost tudi frotiraste brisače in potem to pivnamo. Menjamo brisačke in odsesavamo, tako imenovano v narekovajih, to vodo stran iz papirja oziroma iz materijala. Govorili so tudi o načinu restavriranja gradiva po raznoraznih poškodbah, zaščiti lesenih kulturno-zgodovinskih predmetov in kako se pripravi arhivsko gradivo za pripravo biografij. Božiček pa ima te dni skupaj s svojim spremstvom kar veliko dela. Obiskuje kraje in išče otroke, da bi jih pozdravil in pohvalil. Tako se je mudil tudi v občini Pesnica, po kateri se je zapeljal kar starodobnim vozilom. Spremstvo pa sta mu delala njegova mlada pomočnica in škrat. Mi smo vse tri ujeli v Jarenini, kamor so se ravno pripeljali in pozdravili nekaj družin. Božiček je prepotoval celo Pesnico, ustavil se je tudi na Jarenini, ob cerkvi in Kostnici, kjer so ga že pričakali otroci. Danes hodimo po pesniški občini, drugače pa seveda v teh dneh hodimo po celem svetu. Sicer pa zdaj smo tu v Jarenini, potem gremo v Jakob, potem gremo v Pernico, bili smo že na Pesnici. Jelenčki pa danes verjetno malo počivajo, glede na to, da se vozijo. Počivajo v zelenih gozdovih Pohorja, ker ne morajo sanmi ne morajo tukaj po asfaltu, tako da snega pa ni. Tako da, to je to. Kaj pa spremstvo takšno neko je? To moje spremstvo, to je čudovito opravlja svoje delo. Imamo škrata, imamo mlado pomočnico, ki se vadi vseh veščin. Ona pa jim je drugim pomagala tudi razdeliti bombone, že prej pa tudi Božičku pri pripravah. Sem pomagala, pa zelo rada pomagam. Kaj pa otroci, recimo, ti si tudi še manjša, takole ne, pa kaj ste gledali skupaj čez leto? So bili otroci pridni, poredni, kaj? Bili so pridni. Nekateri so pa tudi nagajali. Brez škrata pa zagotovo ne bi bilo vsega pripravljenega. Delal je namreč v Božičkovi delavnici. Igrače, vsega pripravi treba skupaj, tako da imajo otroci veselje malo bolj večje. Otroci in Božiček so stopili tudi do Kostnice, kjer so si ogledali 40 let stare jaslice, veseli pa so bili tudi sladkarji. Samo cukra, svoji bobili. Boš nam ti povedala, Božiček se vozi tako okoli, si vesela, da si ga videla? Ja. Videla sem ga. Ti si ga videla? Zelo sem bila zadovoljna, da ga vidim. Pa ti je Božiček že kaj nosil ali še bo? Ja. Čakaj, bova zdaj malo tu, še? Ja. Si vesela teh praznikov, pa tako vidim, da imaš tudi kapico, ne? Zelo sem vesela te prazniki. Prav za konec pa so najmlajši odkrili še kup snega, ob katerem so skupaj z Božičkom tudi uživali in pozirali za spominsko sliko. Projekt Evropa na našem pragu je namenjen ozaveščanju državljanov oziroma občanov o vlogi, pomenu in aktivnosti Evropskega parlamenta in Evropske unije. V zavodu PIP si želijo zagotavljati prostor za dialog med predstavniki inštitucij Evropske unije in državljani ter spodbujati javno razpravo, s katero se bodo lahko aktivno vključili v soustvarjanje prihodnosti Evropske unije. Zavod PIP izvaja projekt Evropa na našem pragu. V preteklem tednu so izvedli 3 razprave s strokovnjaki iz različnih področji. Govorili smo tako o zelenem prehodu, pomembni temi, okoljski temi, obvladovanju podnebnih sprememb in tako dalje. Govorili smo o
trajnostnem turizmu, o samooskrbi, se pravi o tem, kako bomo v prihodnje zagotavljali kvalitetno hrano, kako bomo razvijali svoja okolja tudi s pomočjo turizma, ki pa ne bo obremenjeval okolja, ki ne bo obremenjeval ljudi, ki živijo v teh okoljih, ampak bo prinašal za vse učinke, ki koristijo tako enim in drugim. Zadnja razprava, ki je potekala v Hramu kulture Arnolda Tovornika, je bila namenjena digitalizaciji. Ta močno spreminja naša življenja. Z evropskim poslancem so razpravljali o pasteh in priložnostih. Internet spremenil svet, da so digitalne platforme spremenile svet in ga zelo spreminjajo tudi v teh našem načinu obnašanja. Bogovič je povedal, kakšni so cilji za prihodnost. Zagotovo je potrebno vzpostaviti kvalitetno širokopasovno omrežje, se pravi, da imamo dostop do signalov, od tu naprej splošno izobraževanje, tako tistih, ki bodo programerji in se bodo, na univerzitetni stopnji s tem ukvarjali, kot tisti, ki smo uporabniki teh storitev, kot do starejših, da imajo enostavno te povezave. Tako je ta drugi del, ki je zelo pomemben. V tretjem delu pa je enostavno spoznanje, da je to horizontalna zadeva in sega v vse pore našega življenja in da se bomo morali s tem ukvarjati, bodisi smo v kmetijstvu, v energetiki, šolstvu, javnem sektorju, zdravstvu in nek splošen pristop k večji uporabi teh sredstev in znanje je tisto, ki bo zelo pomembno. Zdaj, če bi mogoče primerjali Slovenijo z drugimi državami v Evropski uniji, kje je Slovenija? Po teh kazalcih, ki se običajno poskušajo z različnih aspektov osvetliti posamezno področje, se Slovenija nahaja nekje v povprečju v okviru Evropske unije. V zadnjem letu, tudi odkar imamo ministra za digitalizacijo, je zaznan napredek za 3 mesta. Mislim, da smo se po tej lestvici dvigli in prišli v to prvo polovico. Sicer pa je tudi zelo pomembno to, da imamo relativno dobro pokrito tudi slovensko podeželje s kvalitetnim signalom. Je pa tu še precej stvari, ki je potrebno postoriti. Čas koronavirusa je vplival na to, da smo bolj digitalno pismeni, kot smo bili, predvsem starejša generacija. Marsikdo prej ni kupoval na daljavo, otroci, pa tudi profesori so se kar naenkrat morali naučiti šolanje na daljavo. Delo na daljavo je nekaj, kar je zdaj dosti bolj običajno, kar tudi pomaga kakšnim drugim ciljem, okoljskim in podobnim. Tako da zagotovo je korona kriza na nek način dala pospešek razvoju digitalizaciji, hkrati pa se je tudi pokazalo, kdo so pravzaprav vojni dobičkarji, če smem temu tako reči, korone. In to so ti največji giganti, ki so žal večina zunaj Evrope. Sam je sicer promotor koncepta pametnih vaseh. Ključen cilj je, kaj narediti na podeželju, da bodo ljudje ostali in da bomo na podeželju in da bomo imeli poseljeno podeželje. In potem rešitve poiskati od izgradnje kompletne infrastrukture, ceste, vode, okoljske, do širokopasovnih povezav, na drugi strani tudi skrb za enakomeren razvoj in ustvarjanje delovnih mest na podeželju. In zato potrebujemo na eni strani politike z vrha, kot rečemo, zgoraj navzdol. V evropskih različnih skladih je zelo veliko sredstev za to. Država se mora zavedati, kako pomemben je enakomeren razvoj, zagotoviti normalno financiranje občin, tudi izgradnjo te infrastrukture. Predvsem pa je pomembno to, kar smo tudi danes tukaj počeli, da se ljudje seznanijo in da pridejo z rešitvami, potrebami, ki jih potem tudi v teh procesih tudi s pomočjo digitalizacije rešujemo. Poudari, da je pomembno, da bo življenje na podeželju postalo privilegij. Naslednje desetletje bo desetletje velikih sprememb. Okoljska kriza zahteva, ukinitev ali pa bistveno zmanjšanje rabe fosilnih goriv, spremembe na energetskem sektorju, spremembe v prevozu. Mislim, da bomo imeli precej več stanovanj tudi poizoliranih na nek način, da bo raba te energije manjše. Se pravi, tu bo ena od velikih sprememb v tem desetletju. Zagotovo pa bo ta razvoj digitalnih tehnologij omogočil tudi kakšno delo več nadaljavo, tudi olajšal marsikatero delo, kot ga že danes v številnih gospodarskih panogah, tako da bomo morali na nek način z roko v roki z razvojem tehnologij, spoznavanjem, učenjem o teh tehnologijah, hkrati pa je prav, da poudarimo, da ne smemo pozabiti, da smo ljudje, upam, da bomo sneli tudi te maske in da bomo ta
kontakt fizični, analogen, kot rečemo, ohranjen in da ostanemo tudi humana bitja, ne pa neki odvisniki od digitalizacije. Bojan Golčar, direktor zavoda PIP, pa pove, da si želi, da bi vsebine uspeli približati občanom in občankam. Zdaj ljudje sigurno najbolj občutijo politiko Evropske unije takrat, ko v svojem okolju vidijo, da je nekaj novega, da se je spostavila neka infrastruktura in ki jim potem olajša življenje, izboljša kvaliteto življenja. Zanimanja za te vsebine je namreč vedno več. Možnosti informiranja je veliko. Še posebej bi izpostavil kot možnost uporabo spletnega portala skupaj smo.eu, na katerem lahko ljudje pridejo do informacij in hkrati tudi sami aktivno sodelujejo v razpravah z pobudami, tako da možnosti je zagotovo veliko. Predloge in razprave sicer v zavodu PIP posredujejo v Bruselj. Včeraj se je v Sloveniji pričela akcija Cepilni dnevi, s katero želijo z daljšim delovnim časom cepilnih centrov in mobilnih enot dvigniti precepljenost. Ljudje se bodo lahko cepili kar v eni izmed 62 cepilnih centrov, v vsaki statistični enoti pa poteka tudi nočno cepljenje. V okviru cepilnih dnevov in akcije Stopimo skupaj smo se ustavili na Zadružnem trgu na Ptuju, kjer so v nedeljo s cepljenjem pričeli zgodaj zjutraj. Večina vprašanih se je odločila za poživitveni odmerek. To je prva doza, druga, tretja? Tretja. In po prvih dveh je bilo vse super? Vse v redu. Vse bi se že prej, ampak ker delam popoldne, pa mi je to malo težko, drugače pa smisla, gledaj, danes je čas, pa če so tako drugače, pa bi tako slejko prej se odločila. To, kar je nedelja, pa smo pričakovali, da bo gužva, ne? In res je? Ja, tako. In je res, in drži, izgleda, da bom kar prišla na vrsto. Je to prva, druga, tretja doza? Tretja. Po prvih dveh vse okej? Če je bilo kaj narobe? Tako. Ne. Tu se dobro počuti? Ja, v redu, ni bilo nobenega problema. Torej, brez nepotrebnega strahu? Nič ni. Vsakemu prvoča ne pride, da se čim prej rešimo te zadeve, ne? Mislim si, da ni takega straha, če sem cepljen. Sicer se lahko cepite v kar 62 cepilnih centrih v Sloveniji. Vse do 23. decembra bodo odprti od 8. ure zjutraj, pa vse do 20. ure zvečer. V vsaki statistični regiji bo deloval tudi nočni cepilni center. V Mariboru bo to v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca in v UKC Maribor. Na cepljenje se ni potrebno naročiti, naročanje je potrebno zgolj za otroke od 5. do 11. leta starosti. Za več podrobnosti pa se občani pozanimajte v lokalnem okolju, seznam cepilnih mest je dostopen tudi na spletni strani cepimose.si. Danes v oddaji Dialog ob 20. na BKTV gostimo predsednico Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Moniko Ažman. Spregovorili bomo o stanju v bolnišnicah, dvigu plač, o tem, da kader odhaja drugam, odnosih na delovnih mestih, pa tudi o njenem zasebnem življenju. Toliko za nocoj v oddaji Občinski informator. Sveže novice pa spremljate tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želimo miren večer še naprej in nasvidenje.